Več kot 10% Slovencev ima razvit sindrom odvisnosti od alkohola. V letu 2014 so bili zaradi alkohola zabeleženi kar 804 primeri smrti. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je v letu 2015 poraba alkohola znašala kar 11,5 litra čistega alkohola na prebivalca starejšega od 15 let. Najpogostejši vzrok smrti zaradi alkohola je ciroza jeter. Ja, prvič sem se srečal z alkoholom, ko sem še bil kot predšolski fant. Oče je bil gozdar in je delal v planini kot podiral drevesa in v soboti, ko so prišli s planine, se je vsako soboto ga napil in takrat ga je mogla mama hoditi velikokrat iskat. In že takrat smo začutili, da je to tista neka bolečina, ki ti jo starš prinese. Tukaj pa pridejo potem v igro vzgojni vzorci, se pravi to, kaj oseba v svoji primarni družini, v okolju, kjer odrašča, vidi v povezavi z alkoholom. Komu je dovoljeno piti, ob kakšnih priložnostih se uživa alkohol, kakšno vlogo ima alkohol. Kot srednješolski fant je kmalu tudi sam posegel po alkoholu, čeprav si je zadal obljubo, da alkoholik nikoli ne bo. Da je alkohol tista zadeva, ki me pomirja, ko mi da sproščenost, ki mi da neko srečo v mamo. Skozi zgodovino vemo, da alkohol najpogosteje bil uporabljan kot uspavalno sredstvo in kot sredstvo, ki zmanjšuje tesnobo, napetost, nervozo, se pravi, ki zmanjšuje živčnost, kot velikokrat rečemo. Pri 21 letih sem se poročil, pri 25 letih pa sem že se je pojavilo tisto mesečno pitje, pri 30 letih pa že pol tisto vsakodnevno pitje, tudi včasih že pred službo. Delodajalec ga je poslal na zdravljenje. Za 3 mesece je prenehal uživati alkohol. V tistih 3 mesecih mi je žena verjela, da sem s tem alkoholu končal in je pristala, da je rodila še eno punco, eno hčerko. No, ko je žena rodila, sem jaz začel nazaj piti in pol se pa nisem mogel več streznati z vsem tistimi obljubami. Ja, sej, ko bo ta mala toliko stara, bom pa nehal, pa ko bo to tretje, bom pa nehal. Ampak se to ni zgodilo, nisem mogel. Od doma sem prinesel tisto domačo vzgojo, kjer je pač oče bil gazda in smo mogli biti vsi tiho in vsi ga poslušati in on, kar je on naredil, je bilo vse prav. Mislim, da sem tudi to pol sam naprej delal. Ta zadeva, alkoholik v družini, cela družina bolana, sigurno je resnična, ne, da se ti alkoholiku, kot meni alkoholiku, so se vsi podredili, živeli tako, kot sem jaz hotel, živeli tako, kot sem jaz zahteval. Spremeni se vedenje te osebe, postane manj zanesljiva, ne drži se dogovorov, odzivnost na situacijo je drugačna. Velikokrat se je zgodilo, da ko smo se dogovorili, da gremo, ker njeni starši so z Dobrne in da gremo na Dobrno, ampak sem jaz prišel iz službe tako pijan, da nisem dal nikamor iti in pol je bilo pa hudo, ne. Izpostavljenost alkoholu predstavlja tveganje za nastanek raka ustne votline, raka jeter, debelega črevesa, raka dojk in danke, opozarja Mednarodna agencija za raziskovanje raka. Da je šlo tako daleč, da sem se ustrašil, da bom umrl. Na jesen odločil, da bom šel na zdravljenje v Vojnik in
Tiste prve 3 dni, ko je bila pač res tista huda kriza, mislim, tiste bolečine, vse skupaj tako močno je še kar nekako šlo. Po 3 dneh pa se mi je pojavilo grozno slo po omami, po pitju, tudi da sem ta 8. dan hospitalizacije že vse pripravil, da bom z bolnice pobegnil. Odvisnik, ki je zaključeval zdravljenje, ga je odvrnil od te misli in Alojz je nadaljeval z rehabilitacijo. Mineva 23 let, odkar je Alojz zadnjič posegel po alkoholu. Vendar pa njegovih dejanj pod vplivom alkohola niso pozabili njegovi domači. Otroci, ko se jim upravičiš za vse dejanja, rečejo, ne, ja, lahko je bilo tebi, ko si rad pijan vozil pa norel po cesti, nas pa nikoli nisi videl, ko smo se od zadih na sedežih skrivali pa jokali, ko nismo vedeli, ali bomo prišli domov ali ne. Vožnja pod vplivom alkohola je še vedno eden glavnih krivcev prometnih nesreč. Kar vsaka 10. prometna nesreča nastane zaradi uporabe alkohola. Vzrok vsake 3. smrtne žrtve na cesti pa je opit voznik.